Na uvodni preizkušnji svetovnega prvenstva v Speedwayu v Goričanu na Hrvaškem je s povabilom organizatorja vozil tudi Matej Žagar. V Krškem na stadionu Matije Gubca so izpeljali dirko mladincev v Speedwayu, ki je štela za kvalifikacije za svetovno prvenstvo. 7. letos so se merili motokrosisti, ki se potegujejo za točke svetovnega prvenstva. In 6. v sezoni je v razredu MXGP zmagal Tim Gajser. Na dirki svetovnega prvenstva v vzdržljivostnem motociklizmu v Španiji je nastopila tudi Tjaša Fifer. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Stadion Millennium v Goričanu na Hrvaškem je gostil uvodno dirko svetovnega prvenstva v Speedwayu. S povabilom organizatorja je priložnost med svetovno elito dobil Matej Žagar. Nik Škorja pa je bil tokrat v vlogi prve rezerve. Najboljši slovenski voznik Speedwaya je lani osvojil 13. mesto. Tokrat pa je pokazal, da je še vedno mojster obvladovanja motorja brez zavor. V 5 vožnjah je eno dobil, skupaj pa je zbral 9 točk, kar ga je uvrstilo med 8 polfinalistov. V boju za finale se mu žal ni izšlo, a vseeno je bil po koncu tekmovanja zadovoljen s 6. mestom. Presegel pa je tudi mejnik 1000 osvojenih točk na Grand Prix dirkah. Nik Škorja je predvsem nabiral izkušnje med najboljšimi vozniki Speedwaya na svetu. Priložnost za vožnjo je dobil 2-krat, v 3. vožnji večera mu ni uspelo priti do točke, zato pa se je bolje odrezal v 9., ko je ciljno črto prečkal 3. Zmaga na uvodni dirki sezone je sicer pripadla Poljaku Bartošu Zmarzliku pred rojakom Mačejem Janovskim. 3. pa je bil danec Mikkel Mikkelsen. Stadion Matije Gubca v Krškem je bil prizorišče kvalifikacijske dirke mladincev za svetovno prvenstvo v Speedwayu. Člani AMD Krško so se zelo potrudili pri organizaciji in na prenovljeni progi smo videli celo vrsto zanimivih voženj. Nova steza v Krškem je fajna, dobra je, hitra. Drugače pa ja, izvrstno, no. I was here 2 years ago when was old sand and they changed the sand and some maybe trajectory they changed and I felt quite good. Nova steza je v redu, treba še malo navaditi, treba poštudirati linije, nastavitve, tako da v prihodnje mislim, da bo tudi boljše. Slovenijo sta zastopala Anže Grmek in Miran Praznik, ki sta se vsak po svojih najboljših močeh in zmožnostih spopadla s stezo in tekmeci. Zdaj, ko nisem čisto zadovoljen, na začetku nova proga je v Krškem, zato smo na začetku iskali nastavitve, jaz sem iskal linije. Na koncu sem najdel tiste linije, pa nastavitve smo tudi nekako zadeli. Grmek je imel nekaj težav tudi z motorjem, ki pa jih je z ekipo uspešno rešil. Na treningu je bilo kar pestro, šla nam je ena mašina, zato nismo imeli rezervnega motorja. Med treningom in dirko je bilo kar pestro, ker smo rabili ta motor nekje dobiti. To smo uredili in dirka je potekala normalno naprej. Na koncu je Grmek zbral 8 točk in osvojil 10. mesto. Tik za njim se je skupno na dirki zvrstil Praznik. Je bilo kar dobro, no. Moram še nadoknaditi te štarte, potem se bom pa lahko primerjal z ostalimi vozniki, kot so Klupači in Poljaki. Zmago na dirki si je sicer privozil Latvijec Francis Gusc, ki je bil po dirki zelo zadovoljen. With all these guys, they're driving good and I'm glad to be the best one of, but we will see how it will go in the finals. Na koncu jo je organizatorjem zagodel dež, ki je preprečil ponovitev dodatne vožnje za končno razvrstitev od mest 2 do 4.
Obveljali so rezultati rednega dela voženj. V finalno serijo Speedway Grand Prix 2 pa so se ob Guscu uvrstili še drugi Poljak Mateusz Švidnicki, tretji Danec Jonas Knudsen in četrti Čeh Peter Hlupač. Sedma dirka svetovnega prvenstva v motokrosu je potekala na progi Maggiora Park v bližini Borgomanera v Italiji. Sobotne kvalifikacije v razredu MXGP je Tim Gajser končal na drugem mestu, kar je bilo lepo izhodišče za nedeljski vožnji. V prvo se je slovenski motokros šampion podal odločno in agresivno. S prvim ovinkom je opravil po notranji strani, nato pa zamenjal smer in po zunanji strani prišel do drugega mesta. Zaradi drobne napake ga je prehitel Maxime Renaux, kar pa Gajserja ni vrglo iz ritma. Tega je na blatni in zelo zahtevni progi dvignil in pri tem ga ni zmotil niti rahel dež, ki je začel padati v drugi polovici prve vožnje. Za seboj je pustil najprej Calvina Vlanderna, potem pa še Renaulta in se suvereno odpeljal do prvega mesta. I'm super happy, I was enjoying a lot. Drugo vožnjo je Gajser začel podobno kot prvo. V novici je pustil nekaj časa, da je preučil linije na progi, ki so se zaradi vremenskih pogojev spreminjale. Ko je vse dobro preučil, je najprej prehitel Bena Watsona, nato pa še Paulsa Jonasa, ter si tako odprl pot tudi do zmage v drugi vožnji. Especially that second moto, the track was rough. It developed many lines, so you could switch. Gajser je še šestič letos stal na najvišji stopnički za zmagovalce na dirkah svetovnega prvenstva. V skupnem seštevku točkovanja pa ima zdaj 81 točk prednosti pred prvim zasledovalcem Maximom Renaultem. Couldn't be happier, I'm super happy. Want to say huge thank you to everyone. We are all working really hard with the team. This year the bike is just unbelievable, and also myself, I'm feeling really great. So really happy. Jan Pancar je v razredu MX2 zelo dobro opravil s kvalifikacijami. Privozil si je 9. mesto in to je napovedovalo, da bi lahko na progi Maggiora Park posegal na dirki zelo visoko. A nedeljski vožnji sta mu pokazali, kako krut je lahko motokros. V prvo se je pognal zelo dobro, potem pa v ovinku pri padcu tekmecev pred njim ni imel poti, da bi jih zaobšel. V nadaljevanju je v lovu na čim boljši rezultat še padel in na koncu v cilj pripeljal na 19. mestu. Zmagal je sicer Jago Gerc. Smona je spremljala Pancarja tudi v drugi vožnji. Štartal je dobro in kazalo je, da se je tokrat izognil zapletom, a je potem povsem nepričakovano padel ter znova povsem iz ozadja začel loviti tekmece. Z visokim ritmom dirkanja je mlel progo in tekmece ter se prebil do 11. mesta, s čimer je lahko brez dvoma zadovoljen. Zmaga v drugi vožnji je pripadla Tomu Vialu, dirko pa je dobil Jago Gerc. Pancar je na dirki osvojil skupno 14. mesto, v točkovanju za svetovno prvenstvo pa je še vedno 15. Lalin v Španiji je bil prizorišče uvodne preizkušnje svetovnega prvenstva v enduru oziroma vzdržljivostnem motociklizmu za ženske. Na prvi dirki sezone, ki je potekala po Galiciji, je z licenco AMZS vozila tudi Tjaša Fifer. Lanskoletna motošportnica leta se je zahtevne preizkušnje dobro lotila. V soboto pa je potem na eni od specialnih etap grdo padla, a je vseeno do konca dne kljub hudim bolečinam v gležnju prišla do cilja. Večerni zdravniški pregled je nato pokazal počene kosti gležnja na 2 mestih in Fiferjeva je tekmovanje predčasno končala. Vseeno si je privozila 4 točke za svetovno prvenstvo in je z njimi po prvi preizkušnji v sezoni na 14. mestu. Eno članstvo za vse.
za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. V soboto 21. maja bodo člani Avtomoto društva Kočevje pripravili uvodno preizkušnjo državnega prvenstva v trialu.